Leto 2026 je čas novih začetkov, menda. No, tako pravi numerologinja Lili Sorum. Kaj nam res prinaša leto, ki prihaja, kaj pravijo številke, kje se nam obetajo spremembe in na kaj moramo biti pozorni? Lili, dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Ja, prihodnje leto je zato leto novih začetkov, ker je menda v znamenju številke 1. Tako je. Ko seštejemo 2026, dobimo 1. Zdaj, če mogoče za sekundico pogledamo 2025, glede na to, da je to današnji zadnji dan. Letošnje leto je bilo nekoliko, jaz bom zdaj malo predržna, pa bom rekla, kar neravnovešeno, ker so bile zelo neharmonične energije. Velikokrat je bil občutek, da se vrtimo v krogu, da ponavljamo stvari, ker je bilo leto 9. Se pravi, govorimo o preteklosti, o tem, da presodimo, kaj smo prerasli, kam se premakniti naprej. Naslednje leto pa končno napredek, malo več fokusa, malo več osredotočenosti. Definitivno pa to pomeni, da moramo biti mi aktivni. To ne pomeni, da zdaj jutri zjutraj vstanemo in bo vesolje... In bodo številke naredile svoje. Tako. No, ampak zdi se, da si optimistična. Ja, bolj kot za leto 2025. Zagotovo. Aha, zakaj? Malo me je Slovenija skrbela, po pravici povedano, ker je bilo v letu 4, to povezujemo z elementom zemlje, malo so me potresi skrbeli. To je pomenilo, da so bili na udaru oziroma na tapeti sistemi, zdravstvo, šolstvo in tako naprej. Sicer Slovenija gre v negotovo leto, ampak to tudi pomeni, da se ji obetajo spremembe, da ne bomo ponavljali istih napak. Pa tako se mi zdi, malo lažje bomo zadihali drugo leto, kar je pa tudi dobrodošlo. Kaj pa mogoče svet, ne? V zelo nenavadnih časih živimo, vojne, gospodarske krize. Nič kaj prijeten občutek pravzaprav za vse. Za vse. To sem jaz tudi za lansko leto govorila. 2025, nenavadne novice, nenavadni podnebni pojavi, nenavadne prelomnice. Tudi to se bo nadaljevalo v naslednje leto, ampak bo začelo dobivati nek smisel. Včasih neke stvari, neke strukture razpadajo in tisti vmesni čas, preden se nekaj novega zgradi, je lahko zelo neprijeten. Ampak končno smo začeli graditi. Se pravi, tam nekje od februarja, marca bi mogli tudi v svojem osebnem življenju opaziti malo več konstruktivnosti, malo več odločnosti. Na svetovnem prizorišču pa sigurno. Ta šestica na koncu je zelo čustvena, zelo bomo burni, tudi impulzivno včasih se odzivali. Se pravi, če se vrnemo na svetovno prizorišče in nenavadne novice, ja, sigurno tudi vojna žarišča, sigurno tudi krize, ki se bodo pokazale marsikje, ampak jaz vsaj, bom rekla tako, če se naslonim na številke, zaupam, da mogoče bodo te krize prinesle nekaj dobrega na koncu. Kajti, če pogledamo v zgodovini, tudi sužnja lastniška ureditev se je odpravila pravzaprav zelo krvavo in grozovito vojno, ampak rezultat je bil vseeno nekako plus na koncu. Ampak na svetovno politiko težko vplivamo. Kaj bi pa rekli, recimo za sebe, za vse nas, kaj je pomembnega v prvih 3 mesecih, recimo se za september, bomo verjetno že vmes pozabili, ampak zdaj na začetku leta, na kaj se bi morali fokusirati? No, jaz bi eno besedo za celo leto rekla. Fokusirati se nase. Stopili smo v leto, ki v ospredje postavlja nas. Se pravi, kdo sem jaz v svoji osnovi, ne kaj se od mene pričakuje, ne kaj se glede na mojo starost pričakuje, itd. Se pravi, letošnje leto kot enka je za vse naš čas, ko se vračamo nazaj k sebi kot posamezniku. Enka simbolizira napredek, pa simbolizira jaz energijo. Se pravi, slaba novica je, da tisti, ki so sebični po naravi, bodo mogoče še malo bolj toksični. Dobra novica je pa, da tisti, ki so sicer sramežljivi, pa mogoče ne samozavestni, bodo mogoče pa končno lažje naredili kakšen premik, korak naprej, malo več zase, tako da jaz bi rekla ljubezen do sebe, kar pomeni najprej sebe sprejeti pa razumeti, predvsem tisto, kar nam ni všeč na sebi. Ja, to je najtežje, ne? Ja, jaz nisem rekla, da bo easy, jaz sem sam rekla, da bo konstruktivno. Ampak dobro, to pomeni, da bi vsi morali jutri, ko je 1. januar, začeti, zdaj mora biti bolj pozoren na sebe, fokusiran na svoje želje in cilje. Kaj si res želimo? Mogoče 2. januar, no, ker Prvi malo predahnemo po Silvestru. Pa potem začnemo zares. 3. januar ima pa še boljšo energijo, ker trojka prinaša srečo, pa trojka je tista, ki nekako neguje našega notranjega otroka. Tako bom rekla, v letu 2025 ogromno ljudi, ogromno strank, ogromno sledilcev mi je reklo, ne vem več, kdo sem, ne vem, kaj bi, vem pa, da to več ne. Ker je tudi neprijeten občutek, ker se težko pol orientiraš in postaviš. Se pravi, ven iz tega občutka pa se spraševati, kaj ja. Včasih je dragocena informacija, kaj ne, ampak je le prvi korak. Za konec tega našega klepeta mirno potem lahko optimistično zremo v leto 2026. Tako je. Ja. In številke so nam naklonjene. Res je.
Se pravi, Bomo mogli biti pa aktivni, še enkrat bom rekla, ampak ja, definitivno nas končno malo bolj številke podpirajo, kot so nas prej. Ampak nič se ne bo seveda zgodilo samo od sebe. Tako. Mi smo tisti, ki bomo naredili spremembe, ne? Ampak mogoče za konec, ja, da potegneva črto, fokus in pa dajmo več pozornosti na sebe. Tako. Dobro, No. si bomo zapomnili. Če smo lahko še malce osebni, Špelo zanima, če bo imela dovolj smučarskih dni v letu 2026. Ja. Pa kdaj bo nasnežilo kaj svežega snega? A to se da predvideti številkami? Moram pogledati, če imamo kje kakšno vremenoslovsko poglavje. Kjer drugi del. Lili, hvala lepa za te Tudi napovedi. vama, lepo Srečno praznovanje. leto. Srečno.